bistvu en prvih spominov je, ko me je oči semle vozil v kino, ki je bil takrat kar uspešen kino. Sprav mislim, da je bil po moje en prvih filmov, ki sem ga tlele gledal, ali Space Jam, takrat od Michaela Jordana, ali pa Batman in Robin, nekaj od tega. Pol pa malo potem, ko je kino takrat nehal, smo tudi mi nekako bolj nehali sem zahajati. Pol se je pa začelo v bistvu spet, da sem bil pa kar konstanten gost tukajle, ko sem se pa pridružil gledališki skupini Tombas pod taktirko Marka Đukića. In smo oddelali, zdaj jaz mislim, da sem bil zraven pri 4 predstavah, se pravi, prva moja predstava je bila Mamo ste pa živo pokopali, po moje je bila tule okoli leta 2013. In je bilo tako pač ful huda izkušnja, sploh koliko časa smo klele prebili od začetka, je bilo tako kaka vaja na teden, 2 vaje na teden mogoče. Pa bulka je šlo proti premieri, ne vem kak zadnji mesec pred premiero, mesec pa pol, smo pa kle praktično preživeli skoraj vsak dan oziroma vsak večer, tudi veliko vikendov se je klele preživeli in je bila res nepozabna izkušnja. S Tombasi sem ta zadnjo predstavo naredil, mislim, da leta 2019. Tako da po tistem je pa en pač zadnjih spominov je, ko smo zalaufali šank tukajle spet preko medgeneracijskega glasbenega društva. Pa seveda, ko smo s Fantomijo, se pravi skupina, pri kateri sem pevec in bobnar, tukajle naredili koncert ob predstavitvi našega prvenca, ko smo ga izdali leta 2024. Tako da to je bila definitivno velika, bom rekel, kakor čast, da lahko, pač, ko sem si zmeraj želel tudi s svojim bendom, pač tudi v teli dvorani nastopati in je do tega tudi hvala Bogu prišlo. Tako da za naprej mi je pa v bistvu zelo fino bi bilo, da bi se tole malo renovirala, ne, ker saj dvorana sama je veliko spominov, veliko neke nostalgije in vsega, ampak vidi se pa, da ni čisto optimalno, bi rekel, narejena, sploh za kakšne glasbene dogodke, tule se dosti pozna, da akustika ni glih, rečemo, primerna, pa tudi gledališče, ko smo delali, od tega, da je poden ful škripal, pa vse zaprašen, pa problemi z zastirko, pa z lučmi, tako da to ste v zadnjih letih že ful velik korak naprej naredili, se ful pozna, da ste zboljšali, po moje kar, kakor se je lahko dalo zboljšati, sestavo oziroma zasnovo dvorane, sploh glede na to, da so bile tudi katastrofalne poplave tukajle, ki so tudi kar precej dotrajale vse skupaj. In v bistvu jaz si najbolj želim, da če se bo šlo v prenovo, zdaj bo to čisto na novo kaj nastalo ali karkoli je, da rata to en tak prostor, ki bo optimalen in za gledališke predstave in za potem, ko vem, da imamo veliko zborovskih petij, tudi za zborovce, da bi bilo in za bende, da lahko tudi kak rock band pride sem, da naredi en dober žur, na primer, da je nekako tako optimalno za vse. Pa seveda upam, da bojo čim prej lahko odobrili to, da se tole spravi v nek nov korak naprej. Pa da je tudi kak tak lušten lokalček, ki vem, da bi veliko stavbčanov, pa tudi drugi, sigurno z veseljem prišel sem na kavico, sokac, karkoli takšnega, tako da upam, da se čim prej nekaj takšnega tudi dobi.